Vedno sem vedel, da bom glasbo zelo rad, ampak po drugi strani sem pa z glasbo doživel največje frustracije. Ko sem šel na oder, me je bilo res strah. Nisem takrat obvladoval svojega vokala. Spraševal sem se, kaj jaz želim sploh ljudem dati, kaj želim sploh povedati ljudem. In je pa rekel, mulc, kaj bi jaz imel en komad, če bi ti tukaj prišel za pet. In potem sem posnel prvi komad z naslovom Ljubim, ljubiš, se spomnim še dan danes, ki v bistvu ni nikoli izšel. Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet. Jaz imam priložnost zdaj vsak dan plesati s plesalko, s profesionalno plesalko, ki je krojila sam plesni svetovni vrh. Pa valjda bom to izkoristil, ne. Zagotovo mi je največji izziv biti foter. To je neka vloga, za katero sem res hvaležen, da mi je bila v tem življenju dana. Lepo pozdravljeni v podcastu Dolenjskega lista, v katerem gostimo izjemne posameznike in posameznice iz naše regije, ki nas navdušujejo s svojim delom, znanjem, talenti in dosežki, ter seveda puščajo pečat v širši družbi. Danes je z mano poseben gost, vesela sem, da je z mano, glasbenik je, znajde se tako pred mikrofonom, kot seveda tudi na odru, pa pred fotografskim objektivom in tudi na plesnem podiju. Prav o tem bova seveda rekla tudi kakšno besedo, kajti šov Zvezde plešejo je začel pisati njegovo prav posebno zgodbo v zasebnem življenju. Gašper Rifelj, dobrodošel. Najlepša hvala za povabilo in čudovite besede. Že odkar pomnim, sem se pri Dolenjskem listu, ko še niste bili v teh prelepih prostorih, vedno dobro počutil, ne. To se mi zdi, da Dolenjski list je, da podpira vse tisto, kar je dobrega v naši regiji in sem res zelo hvaležen, kajti to je bila neka moja skočna deska, tako da hvala lepa še enkrat za povabilo. Zelo sem vesel, da sem danes tukaj. Tudi jaz in prepričana sem, da bova s tem pogovorom obudila tako lepe spomine, kot seveda se ozrla tudi na prihodnost, kajti ves čas si aktiven. Čeprav ne rabiš več tako zgodaj zjutraj vstajati, kaj ne? Ja, v bistvu, ne. Od lani, ko sem po nekem tehtnem razmisleku malo spustil tudi stvar, ki sem jo zelo rad počel, to je radijsko moderiranje. Zelo sem hvaležen, da sem imel v bistvu to priložnost se sicer zbujati res zelo zgodaj zjutraj, ampak biti del, bom rekel, ene najuspešnejših radijskih postaj. Tako da lepo je bilo, 3 leta sem to počel. Ampak ja, na koncev so se v zadnjem letu, 2 zgodile toliko enih stvari, v bistvu je prišlo, da sem začel, se mi zdi, malo delati stvari na pol in je šlo vse skupaj malo v smer, katere si jaz nisem želel, niti jaz sam tak nisem, rad imam stvari nekako pod kontrolo, rad imam, da dam 100% od sebe in na koncev, ko sem potegnil črto, sem rekel, radijsko delo bom zaenkrat pustil na strani in se ne zbujal več tako zelo zgodaj, kot sem se, ne. Takrat so bili ure vstajanja, je bila ob tam 4:30, ne. Zdaj je tam malo čez 7. Kar je super, ne? Se kar poznaja. Za tvoj bioritem in za dobro počutje je to zelo pomembno. Kdaj pa hodiš spat? Trudim se čez teden čim prej, recimo, če mi rata tam do 11, recimo, sem kar v redu, ne, da imam pa res tistih 8 ur kvalitetnega spanja. Ampak potem pride vikend, seveda z bendom veliko igramo razne poroke, zabave in tako naprej in pa se ta bioritem malo podre. Ampak recimo, da mi leta trenutno še malo prizanašajo, tudi če kakšno uro manj spim. Ampak midva sva tale današnji pogovor začela tako, kot da si ti radijski voditelj, nekdanji radijski voditelj. Pa nisi, ne, v bistvu si pevec, glasbenik, glasbeni pedagog, plesalec, tudi verjetno še vedno z veseljem se kaj zavrtiš, glede na to, da je tvoja Maja plesalka, pa oče, tako da cel kup enih vlog. In zdaj, če te vprašam, katera ti je največji izziv, tak delovni izziv? Mislim, zdaj prva stvar, ki mi pade na pamet, zagotovo mi je največji izziv biti foter.
to je neka vloga, za katero sem res hvaležen, da mi je bila v tem življenju dana. 6 let nazaj se mi je rodil moj prvi sin. Jaz sem bil tak človek, da sem vedno sem strmel k stvarem, ki so me navdihovale, ki sem jih res rad počel. In potem nisem bil tisti tipičen moški, ki je rekel, sigurno bom imel otroke. Jaz sem vedel, da če bom imel otroke, verjetno mi bo super, če jih ne bom imel, mi bo pa ravno tako fajn. In ko se mi je rodil prvi sin, absolutno, ne, je to tako, noben te ne nauči biti foter, ne, in oče in tako naprej, in ti dobiš enega otroka in kar naenkrat si postavljen pred dejstvo, da zdaj pač ne skrbiš več samo za svojo rit, da je tle še nekdo in zdaj, ko otroka odraščata, sem res tako neizmerno hvaležen, da mi je to dano, da sem lahko priča res tej ljubezni, ki se zgodi, ampak ne zgodi tako, pri meni ni bila ta stvar tako, da bi rekel, absolutno, ko se ti otrok rodi, si vesel, si srečen, ampak jaz sem rabil čas in moja otroka se mi zdi, da smo dobili zaupanje drug do drugega. Ta ljubezen se mi zdi, če neguješ nek tak pristen stik z otrokom, se z leti lahko samo še povečuje, ne? In se mi zdi, da imam trenutno res en tak zelo, zelo zdrav odnos z njima in ravno zdaj včeraj recimo sem bil, starejši sin je bil na taboru, pa sem bil doma sam s Tamalim in sva tako nekaj pela, ker zelo rad Tamal Fran je star zdaj 4 leta, zelo rad poje. In sva uro pa pol sva tam nekaj se drla v dnevni sobi in je tako, to je to, no. Ne rabiš veliko stvari, no, tako da to je ena vloga, za katero sem res zelo hvaležen. Je pa tudi res na drugi strani, da jaz kot Gašper rabim tudi druge plati življenja, da mi ni zdaj zadosti samo to, da sem oče. Seveda to mi je osnova, da so moji otroci zdravi, zato sem hvaležen, da sem jaz okej, da imam lepe odnose in tako naprej, ki jih seveda ne jemljem samoumevne, na tem je treba tudi graditi. Ampak na koncu koncev je to drug del mene, ki potrebuje glasbo, ki potrebuje to, da lahko izražam sebe, da lahko počnem stvari, ki jih rad počnem in predvsem me zanimajo danes samo stvari, ki obsegajo nekako neke stvari, da lahko nekaj doprinašam. Da v primeru, da imam jaz glasbeno-umetniški center v Novem mestu, mene zanimajo stvari, ne samo to seveda, da je nek del posla in tako naprej, ampak to, kaj bo od tega imela širša družba. Se mi zdi, da je to zelo pomemben, da jaz vem, da ko recimo zaposlim enega mentorja, je moja odgovornost, da je ta mentor kvaliteten, da mu zaupam in jaz res srčno verjamem v ta projekt, v ta glasbeno-umetniški center, da mi dajemo ljudem neko kvaliteto, ki pridejo k nam, da se počutijo sprejetega in da res lahko naredimo skupaj eno tako lepo, krasno zgodbo. No, tega tvojega delovanja na tem področju se bova malce kasneje še bolj podrobno dotaknila, ker vem, da ti je pomembno prenašanje znanja na mlajše generacije. Bi pa glede na to, kako srčno in z žarom si govoril o svojih sinovih in o tem petju doma, te vprašala, se spomniš tudi svojega otroštva na takšen način? Ti imaš 2 sestri, če se ne motim, ne? In se spomniš, da si že kot mulc prepeval? Si ti želel postati pevec že kot otrok? Ne. Nisi imel te želje. Kaj si želel postati? Ne vem, pri nas je bila glasba itak vedno prisotna. Moj oče tudi zelo lepo poje, mami itak tudi še vedno je aktivna v pevskem zboru in tako naprej. Oba sta ljubiteljsko povezana z glasbo. Tudi moj oče je prijateljeval z gospodom Lojzetom Slakom, tako da sem tudi malo njega takrat poznal, gospoda Slaka, ampak takrat, ko sem bil mulc, še nisem toliko zavedal, zdaj kakšen velikan je in tudi, ko me je oče, se spomnim, peljal na koncert, boš videl, kaj dela Dolenc, ne, to so legendarni koncerti, ampak meni je bilo to takrat še, okej, ne, dajmo iti poslušati to, kaj mi je tega treba. Ampak potem čez čas sem seveda videl, kakšna velika razsežnost je to in res izjemna zgodovina. Takrat sem pri 6 začel igrati harmoniko, niti nisem toliko pel, harmoniko sem začel igrati, se mi zdi, da po
zaradi tega, ker si to oče želel. Mi smo odraščali na kmetiji, edini sin sem bil in se mi zdi, da ker je oče imel rad frajtonarco, sem jaz potem dobil frajtonarco in jo igral. In sem jo tudi načeloma imel rad, ker se mi je zdelo, da to pa sem od nekdaj imel vsepne, da ko sem jaz zaigral, sem tako zelo hitro dojel, da se ljudje imajo fajn. Zabavanje. Da se zabavajo in tako naprej in meni je bilo to dobro. Tam se spomnim kot mulca v tam vaški gostilni, so me vedno tako postavili na eno mizo in sem bil res majhen, to so bili še časi tolarjev in sem takrat igral in potem so mi v ta meh zatikali ta denar in tako naprej. Hitro si začel služiti svoj Ja, denar. zelo hitro, no. Zelo hitro. To se načeloma lahko povem, ker to se živo spomnim, ker sva se z mami enkrat pogovarjala in sem v enem mesecu toliko zaslužil, kot ona v bistvu v celem mesecu, ker je hodila vsak dan na šiht. No. Evo, zametki podjetništva, zametki solo kariere. V bistvu. Že takrat ne. Tako da, se spominjam, da sem bil z glasbo na ta način povezan. Pel sem v pevskem zboru v osnovni šoli Bršljin, kamor sem hodil. Pol je pa to v bistvu zelo spontano se zgodilo, da je v bistvu Marko Pezderc, glasbenik, ki ga izredno cenim. Nekje smo se spoznali, on je takrat deloval še v Zlatih muzikantih in je pol rekel, mulc, kaj bi jaz imel en komad, če bi ti tukaj prišel za pet in se spomnim, on je imel glasbeni studio Metulj, tle ne blizu stran, ne. In jaz sem šel tja in mi je bilo tako, wow, kaj je to studio, tako se mi zdi, da se mi res se spomnim, da mi je bilo tako, vse sem takrat jemal kot tako strahospoštovanje, mi je bilo tako nerealno in potem sem posnel prvi komad z naslovom Ljubim, ljubiš, se spomnim še danes, ki v bistvu ni nikoli izšel ta komad. No, se mi je zdelo, da to pa še nisem slišal. Ne, res, nikoli ni izšel in tako, pa se je kar neki začelo odvijati. Potem sem razne glasbenike spoznal, 2009 oziroma šel na Slovensko popevko. Še prej imamo mi skupno zgodbo, ne? Ja, no, tle sem zdaj čakala, ali boš ti omenil, ali jo bom jaz. Ja, bom, veš da. Fuljer, to so lepi spomini, ja. Jaz sem bila v plesnih vodah aktivna, glasba mi je bila itak vedno blizu in potem je naneslo, da je bilo to spletno tekmovanje Hitmanija, v bistvu se je pač spletno tekmovanje v smislu, ti si tudi nastopal na odru, moje plesalke takratne so bile tvoja popestritev na odru in ti si zmagal. Leta 2007. Tako. In se spomnim, kako je v Maribor smo šli, navijače si imel. Navijačev sem imel, tukaj Ždinja vasi, moje sorodnike in tako naprej smo šli tja in se spomnim, kako jaz res svojih začetkov se spominjam, da sem bil, zdaj če gledam nazaj, res nesuveren. Tako, mogoče sem naven deloval. Meni si bil ful sramežljiv. Ja, zelo. Jaz sem razmišljala takrat, na tistem nastopu si imel Soba 102 od Jana Plestenjaka. Dež naj pada. Ali je bilo Dež naj pada? Dež naj pada, aha, ok, Dež naj pada, tako. In se spomnim, da sem prav razmišljala, ok, punce, plesalke so itak tudi imele ful tremo, ampak ti si jo imel pa tudi. Potem se pa spomnim tam enega, se mi zdi, vlakca med občinstvom, da smo mi tam ful plesali, da smo tam bodrili tebe in smo ti dali dodatno energijo in ti si potem zmagal. In to se mi zdi, da ti je potem dalo eno dodatno samozavest, eno potrditev in potem je šlo sem naprej. Pa si pa imel cel kup enih festivalov. Ja, pa sem imel cel kup enih festivalov, 2009, 2010, 2012. Slovenska popevka. Slovenska popevka. Melodije morja in sonca. Melodije morja in sonca so bile še 2013. Misija Evrovizija. Misija Evrovizija je bila 2011, tako da po tistem je bilo kar nekaj let tako zelo aktivnih. Na kar sem pa, mislim, da je bilo 2013, dal glasbo zelo na stran in takrat od 2013 do 2019 nisem posnel niti enega komada. Zakaj? Ravno zato, ker je bilo preveč vsega. Vedno sem vedel, da bom glasbo zelo rad, ampak po drugi strani sem pa z glasbo doživel največje frustracije. Sicer zato, vedno, ko sem šel na oder, me je bilo res strah. Nisem takrat obvladoval svojega vokala, nisem imel dovolj znanja in me je to res spravljalo pod stres, da nisem vedel, ali bom nek nastop speljal ali ne. Spraševal sem se, kaj jaz želim sploh ljudem dati, kaj želim sploh povedati ljudem. Potem vsak producent
h kateremu sem šel, me je videl seveda iz svojih oči in so mi vedno govorili, ti bi mogel biti kot Ricky Martin, ti bi mogel biti kot Ricky Iglesias in tako naprej. In skozi tako, ampak pa sem tako, ker sem že odraščen, to sem bil star 22-23 let, sem tako pa... Kaj sem jaz, kaj bi jaz želel, ne? Tvoja identiteta. Problem je bil itak v meni, vse problem je bil v meni, ker jaz nisem vedel in sem potem človek, ki ne ve, potem išče potrditve neke druge in se hočeš za vsako bilko nekaj prijeti in pa misliš, ja, to bo najboljš. Pa to bo imela publika rada, pa tle bo denar, ne? In tle bo denar in to bo to, potem mogoče starši ti malo govorijo, ne, seveda moj oče je narodnjak, mi vedno, dej to narodno muziko, pa tako naprej, the best boš seveda služil, pa špile imel, pa tako naprej, ne, pa dve blond punci zraven, pa bo the best, ne. Ampak jaz sem čutil, da mi je spoštujem vsako glasbo, ki je kvalitetno izvedena in tako naprej, res nimam problema, jaz še danes, ko igram na porokah, igram vse, kar ljudje želijo, če se v tem dobro počutijo. Ampak kot Gašper, kot izvajalec, kot glasbenik sem pa prišel do tega, da jaz želim v svoji glasbi uživati. In danes, ko snimam drugi album, delam pesmi, ki so meni všeč in jih tako grem res zadovoljen v studio, ker imam tam krasno ekipo, s katero trenutno sodelujem. In to sem si v tem času, bom rekel, v tej pauzi zgradil neko dodatno samozavest, bolj vem, kakšno glasbo želim delati. Veliko sem delal tudi na samem izobraževanju, kar se tiče vokala in tako naprej, ker mi je res pomembno, da ko stopam na oder, da je meni udobno, da se jaz dobro počutim, da ta moj inštrument, ki ga imam, dela glas seveda in da vem, da ne bo zatajil, kljub temu, da so kdaj neprespane noči zaradi otrok in tako naprej in predvsem, a veš, do česa sem prišel, ker je bila moja večna, kako ne rečem, taka težava, to, da sem si priznal, da je čist debeš, če nisem popoln. Jo, kako to fajn, da si zdaj to rekel. Sem imela že na koncu jezika, da te vprašam ker jaz sem zmeri to, ne, jaz sem itak kakšna devica po horoskopu in tako in jaz imam ful rad red. Pač to so neke stvari. Hčerko imam v tem znamenju in mi je vse jasno. Pač jaz ne vem, pridem zvečer po noči, zmeri lahko izšpila, pa če vidim, da imam sobo razmetano, jo grem lahko pospraviti, pa to, če sem pač zdaj ful utrujen. Jo grem, ker me mod, da se zjutraj zbudim v nered. To me blazno mod. In pri glasbi sem bil skozi, vse mora biti perfekt, vse tako, ne vem. Zdaj pa si pustim, da ko pridem na oder, seveda želim biti natreniran, pa ljudem dati neko suverenost, ampak predvsem pokazati, da nisem popoln, ne rabim biti popoln. Ne rabiš biti, ja. Ljudje rabijo emocijo in zdaj vidim, da ljudje rabijo, ko pridem tja pa rečem, danes nisem nič spal, Fran je, ne vem, dobil vročino in sem čist nenaspan, pa dajmo se imeti fajn in je the best in se imamo super in iz tega se mi zdi, ko ljudje se tega zavedamo, da je čist dovolj, da smo taki, kot smo. Sej to se zelo tako sliši enostavno, ampak ni tako enostavno, ne? Ker danes pogledamo na splet, vse vidimo tam, vse je kao popolno, vsi izgledajo popolno, vsi so uspešni in tako naprej. In se človek zelo hitro lahko zgubi vsem tem, ne. Ampak na koncu res, da si pomerjen sam s sabo. No. Ja, to se mi zdi ful pomembno, da si rekel, seveda, nihče ni popoln, vsi delamo napake in fajn je, da si to priznamo, da smo pristni, da smo takšni, kot smo, kdaj neprespani, da kdaj ostanemo z levo nogo, da imamo ženske seveda tiste dneve v mesecu in da znamo biti tečne in razdražljive in tako naprej. Potem še, ko smo utrujene kot mame, seveda je to še dodaten plus vsemu temu. Ampak veš, kaj pa me zanima, ne? Vmes si imel to večletno pauzo, kar se tiče nastopanja, glasbenega ustvarjanja. Kaj si takrat počel? Ker ti si že začel s temi nekimi nastopi služiti denar, ne? Ni bilo zdaj to neka starost, ampak to je bila starost v bistvu, ko bi ti lahko kaj študiral. A si šel kaj študirati vmes, ali je kaj takega bilo? Kaj si v bistvu v tem obdobju počel? Jaz sem v bistvu v tistem obdobju želel čist glasbo opustiti in ena stvar, ki je mene vedno zanimala, je arhitektura. Jaz sem želel postati arhitekt, pa mi v bistvu v prvem poskusu ni ratal priti na ta študij. Potem sem ustrajal kot notranji dizajner, to mi je bilo tudi zelo zanimiv. Potem mi je zelo žal, ampak tega faksa nisem potem dokončal, ker sem nekako mi pa spet nazaj
potegnilo v glasbo. Bolj, ko sem se glasbi umikal, Bolj te vlekla. bolj me je vlekli spet nazaj. Od nekdaj sem tako čutil, da to res rad počnem. No? Da res rad počnem in potem sem začel slediti temu in me je pot znesla tudi do tega, da sem študiral na The Voice Collegeu v Londonu. In pa so leta hitela. Kakšno leto sem tudi v bistvu, pa ne za pravo, no, šel to čist v drugo smer. Jaz sem, mnogi poslušalci, ki tole poslušajo, so bile moje stranke da ne bom zdaj delal čist reklame, no, recimo v Novem mestu sem imel svojo avtopralnico. Aha. V letih, koliko je bilo to, 2015 do 2018, do Zvezde plešejo sem to imel. Tako da sem te stvari počel, ampak potem so prišli projekti, so prišle Zvezde plešejo in tako naprej in me je spet potegnil nazaj in potem se je zelo organsko začelo vse odvijati, da glasba bo del tvojega življenja. Da glasba bo in da danes počnem relativno res vse stvari, ki jih imam zelo rad. Evo, zdaj si omenil Zvezde plešejo. Pa mi povej, bi danes ponovil to dogodivščino? Pa pustva zdaj najprej mogoče to, da si spoznal Majo, čeprav to ni bila ljubezen na prvi pogled, ne? Nista niti bila par še v času snemanja, če se ne motim. Zdaj moram kar malo spiti. Kar daj malo spiti, bom jaz tudi. Pač najin pogovor naj bo res sproščen in jaz se tega zelo veselim. Tudi Majo poznam že vrsto let odprej, ko je ti še nisi poznal. Sem jo že poznala? Ja, verjamem, ker je učila v Novem mestu. V Novem mestu je učila mnogo let, več kot 10 let. Kot plesna trenerka in vidva sta se na tem šovu Zvezde plešejo super ujela, takrat sta osvojila 2. mesto in zdaj mi povej iskreno, če ponoviš zadevo, bi kaj spremenil? Bi naredil kaj drugače? Vezano na sam ta šov, na tekmovalni del, na učenje plesa, na kakšen izziv, ki si ga mogel speljati v času šova. Vedno rad povem, da je v bistvu šov Zvezde plešejo edini šov, ki bi ga z veseljem dan še enkrat ponovil, ker mi je bil res tako pisan na kožo, ampak če bi ga ponovil danes, bi bil veliko bolj suveren. Meni se je zdelo, seveda, ljudje pravijo, da sem bil v plesu suveren in tako naprej, ampak tako malo sem, zmeri si nisem čisto zaupal. A veš, zmeri je bilo tako nek dvom, to mi ne bo zdaj šlo, pa jaz to ne bom mogel, pa tako. Ampak to je bil res perfekcionizem, ne. Tako, midva sva, takrat se spomnim, ko so prav v oddaji poudarjali, da sva v bistvu še enkrat več kot vsi ostali pari trenirala. In Maja je bila takrat v bistvu mi res 100% na voljo, ker je ona takrat živela še v Hongkongu in je samo za potrebe oddaje prišla v Slovenijo, 4 mesece je bila tukaj in ona pač drugega dela ni imela, kot sem to, da pleše pač z mano in tako naprej. Ne. Jaz sem pa res v tistem obdobju, sem rekel, to se mi zdi, da se zgodi enkrat v življenju, tako povabilo, vse stvari sem dal na stran in takrat sem živel še v Novem mestu in sem zjutraj se zbudil, se peljal v Ljubljano, cel dan sva trenirala, vmes sva šla na kosilo in tako naprej, zvečer domov in potem se je to spet ponovil 7 dni v tednu, takrat 4 mesece in je bila res tako nepozabna izkušnja. Pa tudi tako sem si rekel, ne, jaz imam priložnost zdaj vsak dan plesati s plesalko, s profesionalno plesalko, ki je krojila sam plesni svetovni vrh, pa valjda bom to izkoristil, ne, da se z njo, mislim, da se učiva in tako naprej, ne. In moj cilj je bil že takoj, se spomnim, ne, to je ta Gašper, ta perfekcionizem, ne. Sem rekel, Maja, ko sem šla na prvo kavo, ker sem vedel, da je ona moja soplesalka, lej, tako, jaz želim zmagati, oziroma jaz želim plesati čisto vse oddaje, se pravi, vseh 12 oddaj hočem plesati. Torej, da si v finalu, ja, ne, super finalu in bil si na koncu. In bil sem, ja. Nisi sicer zmagal. Nisem zmagal, ja, ampak sem drugi. Sem drugi, mislim. To je zdaj tako, ne. Tvoj perfekcionizem, ki ga lahko spustiš brez problema. Ne, sem bil zadovoljen, ker so ljudje bili tako zelo podporni takrat, 2018, ko je bilo konc šova, se je ful lepih stvari zgodilo, tako da sem hvaležen za to izkušnjo. In bi šel še enkrat. Kolikrat se pa zdaj še zavrtita z Majo? Mislim, ona itak ful pleše, pa trenira, pa tako. Kaj pa vidva skupaj? Ne, sploh ni časa, boš zdaj rekel, prioritete so važne. Ja, prioritete so važne. Čeprav ne, evo, vidiš, to nisem po resnici povedal. 2. januarja letos smo šli na en salsa večer.
Potem sem en osnovni plesni salsa tečaj sem letos naredil. Tako da, mislim, plešem tako, itak, ko imamo te žure, pa tako naprej se skozi kaj vrtimo, da bi zdaj res trenirala midva, pa tako to ne, no. Ok, to niti ne bi bil namen, razen če bi imel, ne vem, kakšen šov, da bi naredil. Recimo, ne, pa bi bila to lahko popestritev tega šova. Bi bilo kar fajn spet plesati, no. A veš, da bi naredil kakšen, ne vem, svoj samostojni koncert in bi potem lahko imel noter eno tako točko. Po mojem bi bilo to zanimivo, evo ena ideja. Ne? Da zbereva spet vse une punce, ki so 2-7 z mano plesale. Čakaj, bomo videla, če bo katera kakšen odziv dala na tole snemanje. Ker se veš, leta so šla naprej, ne? Zdaj imamo vsi že družine, vsi se ukvarjamo z drugimi stvarmi toliko bolj. Ampak ta žar, ta energija, prej si tudi omenil Rickyja Martina pa Enrique Iglesiasa, pa me zdaj zanima, si bil tudi ti že bolj glasbeno v teh vodah, da ti je ta glasba bila všeč takrat, ko so te tako primerjali z njim, ali ti je to mogoče celo malo motlo? Ker nek videz, bom rekla, enega takega pevca daješ, ne, da bi bil lahko mal ta, ne bom rekla latino lover, ne, ampak pač en glasbenik, ki mu pašejo tako neke balade, kot seveda neki latino ritmi in pravzaprav vse to imaš, ne, vse to v svojem repertoarju vse imaš. Ob tistih, bom rekla, glasbenih željah, ki jih imajo na porokah. Recimo, ja, saj v bistvu vse pač to igramo in tako naprej, ne. Ja, ljudje te vidijo po svoje, jaz tudi se mi zdi, moj glasbeni okus je bil vedno tako zelo širok, ampak na koncu tudi se mi zdi, sem bil mal porinjen v želje ljudi in res tudi to me je, ko sem rekel, motil takrat, da nisem vedel, kakšno glasbo bi res jaz delal, ne. In danes veliko bolj vem, da mi pašajo taka bolj organska glasba, ki ni preveč nasičena. Recimo, moj drugi album bo tak zelo, kako bi rekel, surov. Zelo kitarski, zelo bodo taki natur inštrumenti, kitara, bas kitara, boben, ti inštrumenti, ki se mi zdi, da imajo vse neko dušo. Danes se mi zdi, da produkcija stremi k temu, da je tudi vse tako popeglan, ne? Vse mora biti perfekt. Jaz pa strmim k temu, da je vse fajn, ampak da je tako, da je vse mal, kako bi rekel, tako, mal grdo mora biti, no. Ne, tudi trudim se, nočem se tako perfekt zapet, hočem drugače zapet, hočem tako zapet, kako Gašpar to čuti in se danes veliko bolj to sprašujem. Seveda, še vedno imam tudi v repertoarju in Enrique Iglesiasa in Rickyja Martina, to so pač itak neki ritmi, ki mi pašajo, jaz se rad zaplešem salso, pa zapojem, pa tako naprej, itak mi je super, ampak tako, ko si bolj suveren, pol se bolj upaš dati, bolj se upaš imeti fajn. To je pomembno, da se imaš fajn. Jaz še danes primam, recimo na poroki mi je ful dober, ker ljudje sploh, tisti, ki me res ne poznajo, me ne povežejo z frajtonarco in ker jaz pač primam frajtonarco, pa zdaj igram z bendom na Golici, so vsi tako, kje ti igraš harmoniko, ne? In tako, se rad malo podžovkam s stvarmi in rad zaigram vso glasbo, rad zapojem kaj od Avsenika, kaj od Slaka in tako naprej. Imamo res eno prelepo priredbo od Lojzeta Slaka, Čebelice, ki z bendom tako naredimo in vedno rad malo povem to zgodbo, da sem bil pri njemu v Zidanci, kakšno nedeljo, ne, kot mulc tam tako sedel, ne, ker je bil oče pač njegov prijatelj. Ja, pa zapojem ta njegov komad Čebelice, to je meni eden najlepših narodno-zabavnih komadov oziroma skladb. Tako da... Jo to sinova rada prepevata? Ja, veš, da ne, moja Tamara dosta bolj taka rockerja, no. Mi trenutno veliko poslušamo tudi slovensko glasbo, zdaj seveda Joker Out, Tamara dva imata jih ful rada in evo, z Brinom greva zdaj junija prvič skupaj. To bo najin prvi koncert 20. junija, ko imajo, se pravi... Brin je mlajši, ne? Starejši. Brin je starejši. Starejši, Joker Out, ta veliki koncert v Ljubljani, greva skupaj na koncert in tako, no. Drugače zelo radi poslušamo italijansko glasbo, italijanska produkcija je meni zelo blizu, tudi ta... to razmišljanje o glasbi, no. Italijani so tako zelo ponosni na to, kar imajo, no. Res, da seveda to je
država z veliko daljšo zgodovino kot Slovenija, tako stojijo za svojimi izvajalci in ko greš k njim na koncert, mi je to tako, vedno mi gredo kocine po koncu, kako oni res žarom močno pojo, stojijo za izvajalci in tako naprej. In je veliko dobrih, no, seveda Laura Pozini, Marko Mengoni in tako naprej. To so Damjano David, Maneskin in tako naprej. Če kaj spremljate to produkcijo, to glasbo je res tako zelo fascinantno. No, ko zdaj že govoriva, prej sem imela že tako v mislih, škoda, ker nisi frajtonarce prenesel. Ja, vidiš. Mislim, ne, če bi rekla, če bula ne bi imela ne. Ampak dobro. Tako je, mislim, bi bilo zelo zanimivo, ne. Lahko te pa izzovem s petjem. Pustimo zdaj glasilke, a si se kaj ogreval, a si nisi, a si pričakoval, da ti bom to rekla. Mislim, pričakuj nepričakovano. Odlično. Od 2,70 pa še spomnim. Da si upam, da si upaš. Ne? No, potem pa te bom izvala na takšen način, kaj lahko v tem trenutku Gašper na kratko zapoje našim poslušalcem in gledalcem. A boš zbral Čebelice, a boš zbral svoj novi komad, ki tudi prihaja počasi na sceno, skozi si ustvarjalen, skozi nekaj novega delaš, rekel si, da nov album pripravljaš, svoj drugi, tako da evo, zdaj nas pa malo preseneti, kaj boš šel v... Zdaj, bom eno, zdaj mi pada ko grem jaz nekam igrat, pa ni to recimo Novo mesto, ne? Rečem, a veste, mi prihajamo iz področja, kjer se je rodil en komad, ki ga sigurno zelo dobro poznate, a poznate tole. Čas bo zacelil svet, čas bo pomlajšal ta planet in ko naju ne bo, ostalo bo rožnato nebo. In povejo, Dande! Ja, super si tole, Gašper, Dandejevce zapel. Legendarni, ne? Jaz sicer upam, da se bodo še vrnili na oder, ne? Si zelo želim, ne? Upanje umira zadnje. Ja. Tudi marsikdo si to želi. Čeprav enkrat se zadeve končajo, ne? To je dejstvo in ne bova midva še končala, imava še kar nekaj tematik. Bi pa vseeno zdaj rada eno stvar o tebi izvedla. Prej si govoril ta tvoj perfekcionizem in kako si stremel k temu perfekcionizmu in kako si se zdaj v teh zadnjih letih, bom rekla, že navadil na to, da ne rabiš, da je vse popolno in ti je mogoče celo to, da narediš kako napako, pa pol speljaš na odru zadevo, da je bolj naravna, lepše. Imaš pa še kaj treme ali nimaš? Kako je s tem? Ker radijskega mikrofona si se navadil, retoriko, glas, vse si izboljšal, šolaš se še naprej, ves čas vlagaš vase v svoje znanje na tem področju, ampak trema, pa glasba, pa petje, pa solo nastopanje, to pa je pač verjetno tudi en svoj izziv, ne? Imam tremo, jaz sem imel tremo zdaj, ker sem se sam vozil. Ja, je res. Mislim, tako... Meni se zdi trema zdaj, ne tista trema, da bom zdaj, ne vem, da me je tako strah, pa ne vem, kako bom, ampak tako. Danes, ko sem šel sam, mi je bilo tako, neka odgovornost, ne, se tako čuti, ne, se mi zdi, da moraš odgovorno stvari početi. Da ti je mar. Da mi je mar. Meni, ko si me ti povabila, je bilo meni tako, hvala ti za povabilo. Res mi ni tako samoumevno, da te nekdo nekam povabi in želi s tabo malo kramljati in tako naprej. In sem zelo hvaležen za take stvari. In tudi, ko grem na nastop, ali pa kaj je to poroka, veš, da sem ful živčen. Povej. Ko igram na civilnem obredu. To sem si v glavi dal... Ker imaš tudi kitaro s sabo? Mislim, ali me band spremlja, pa tako naprej, ampak načeloma se človek poroči enkrat v življenju in se mi zdi, zdaj ne smem jaz nekaj zamočiti, to mora biti, ker tam nevesta se sprehaja, jaz pač to moram odpeti nivno popravnega izpita in tako naprej. Včasih sem tako res nervozen. Ampak se ti še ni zgodilo kaj takega? Da bi rekel, ali pa da si mogel kakšen kiks popraviti. Ne, načeloma so se vsi poročili. Načeloma so se vsi še poročili. Tako da trema je vedno prisotna, seveda danes z njo lažje handlam, ampak to se mi zdi, da je tudi driva ta naš poklic. Se mi zdi, da zdaj, če bi bilo meni tako vse ki bi šel tam neki zapet ali pa ki bi šel na neki intervju, je pa tako malo brez veze vse skupaj. Kada ti je vseeno, ne? Ja, mogoče, ne. Se mi zdi, da dokler imam to
veš, da me je. tudi žene naprej. Jaz tudi vedno rečem, ne, da trema je v bistvu ta notranje vznemirjenje, ta nek adrenalin, ki nas žene naprej. In če se mi znamo z njo soočati, je to nekaj, kar je super. Zato, ker pa vemo, da nam je ok, da imamo neko stvar ful radi, da se seveda zavedamo neke odgovornosti, ampak po drugi strani imamo pa tudi že izkušnje, pa znanje, pa verjamemo vase, kar se mi zdi tudi ključnega pomena. Danes je že večkrat bilo omenjeno to, da stremiš nič več, kar je dobro k perfekcionizmu, da si nekoč stremel in da se zdaj zavedaš, da pač delamo napake. Kakšna je bila tvoja največja življenjska napaka? Globoko me ti tole zdaj sprašuješ. Ne vem. Trudiš se biti dober oče, trudiš se biti dober partner. Pa ne bi rekel napaka, če bi zdaj bil Gašper, recimo zdaj sem star 35, ne? Ampak jaz vem, da to ni možno, ker si star 25, da pri meni to ni bilo možno, da bi bil bolj suveren. Jaz bi si to toliko želel, recimo, to bi, tako, ka bi, pa dej, sej sem vse imel, sej mi je bilo tako, vse imel v tem smislu, da sem šel lahko na oder, da ne bi bil tako obremenjen s tem, tudi kaj bodo drugi rekli, a sem dovolj dober, ali nisem dovolj dober in tako naprej. To se mi zdi, da me je dolga leta se tega nisem mogel znebiti. In ko sem šel na oder, nisem šel z unim občutkom, zdaj želim neki ljudem dati, ampak tako, ok, zakaj me uno tam tako čuden gleda, v tretji vrsti, ne, tako, recimo je kakšna gospa sedela tako malce dolgočasna, ne, pa me poslušala, sem mislil, ok, zihar je grozen, ne, zihar nisem neki v redu, ne, ampak nisi pa pomislil, da mogoče njej neki ne štima, ja, ne? Ampak v bistvu se nismo mi problem, ne? Najbolj fora pa je, da kakšni ljudje pa se ne zavedajo, da to tako gledajo, ker so pa pol tisti ljudje pa pridejo do tebe pa reče, wow, koliko je bilo tako res žarom, koliko je bilo res dober in tako naprej. Predvsem če bi mi ratali to suverenost, bom rekel to zdravo suverenost zgraditi leta prej. Ampak ni tako, to je proces tudi in tako naprej. Da bi pa zdaj generalno rekel, wow, to sem pa tako zafrknil, to bi res popravil. Pa ni, ne obžalujem stvari, ki sem jih v življenju počel, ker vse je moglo biti tako, kot je bilo, da je pač danes tako, kot je. Okay. Prej sva že tudi omenila tvoj glasbeno-umetniški center, ki je del v bistvu, to je kot tvoje podjetje pravzaprav, ne? Kako bi zdaj rekla, ti si podjetnik, ne? Si glasbenik, kako je zdaj to funkcionira? Ja. Nisi v eni firmi zaposlen, ti nimaš redne službe, nisi tako, si ustvarjalec na glasbenem področju, hkrati pa vodiš tudi ta center. In zdaj malo povej, kako se je ta zgodba začela? Vem, da imate ful lepo urejeno, zdaj ne vem, ali je tudi ta tvoj čut za estetiko, pa ta interior design, pa arhitektura, če je tudi tukaj malo pomagalo. Kdaj se je rodila ideja, da bi ti s tem začel? Si imel že takoj v štartu neko tako vizijo, kot jo imaš danes, željo po predajanju znanja mlajšim generacijam in seveda poslušanje teh mladih rodov, ki vem, da se znajo predstaviti tudi občinstvu? Jaz sem že tako kot otrok, ko sva takrat govorila, ko sem igral harmoniko, pa sem zaslužil kakšen tolar še takrat, ne. Vedno sem si znal, bom rekel, sam posel urediti in sem zelo kmalu dojel, da mi, kljub temu, da sem bil tudi kje zaposlen, oziroma pri očetu zaposlen, pa delal sem kot natakar mnogo let in tako naprej, ko sem bil mlajši, pa imel avtopralnico, pa tako naprej, ampak vedel sem, da mi zelo odgovarja, če imam sam svoj urednik, če sem sam svoj šef, in tako imam danes dva podjetja, s katerim z enim seveda delam glasbeno-umetniški center. To je zelo spontano prišlo v času covida. Takrat sem pač končal tudi ta The Voice College in absolutno stvari so se zaprle, nehali smo nastopati z muzikali in tako naprej in takrat sem začel poučevati. Moji prijatelji, glasbeniki, ki so še danes z mano v tem timu glasbeno-umetniškega centra, večinoma, so tudi imeli ogromno časa in tako smo zgradili to zgodbo. In je ta zgodba res v 5 letih tako zelo zrasla, da imamo danes več kot 200 učencev in sem zelo ponosen na to,
kar počnemo, na ljudi, ki so z mano, ki ustvarjajo to, bom rekel, zgodbo. Všeč mi je predajati znanje naprej, videti te mlade talente, ki prihajajo k nam, in tudi starejše. Veliko je takih in to me vedno tako navdahne, ko pride recimo gospa, ki gre, ne vem, se upokoji, pa reče, zdaj imam pa otroke velike, zdaj sem šiht končala, zdaj bom pa začela igrati kitaro ali pa začela igrati pet ali pa plesati ali pa tako naprej. In to so zgodbe, ki navdihujejo, in sem zelo vesel, da je ta stvar tako lepo zaživela. Pa kaj konkretno ti delaš? Si ti torej učitelj solopetja, učiš kitaro, oziroma kje je zdaj tle tvoja glavna vloga? Zdaj letos učim nekaj še, ker enostavno nimam toliko več časa, tako da poučujem še pri nas solo petje. Drugače imam več kot, koliko nas je, 11 mentorjev, ki pokrivamo skupaj vse te programe, ki jih imamo. Tako da, poučujem, potem pa seveda vodim ta center, nekako skozi imam neke ideje o koncertih, ki jih imamo, pa jih potem realiziramo, pa seveda je skozi treba nekaj snemati, pa marketing, pa tako naprej. Tako da je kar veliko enega dela glede tega centra. Tako da, kar se tiče tega posla, to počnem. Lansko leto, ko sem zaključil radijsko delo, to je bil tudi eden izmed razlogov, zraven glasbeno-umetniškega centra imamo še 2 kozolca, ki jih zdaj v bistvu oddajam oziroma delamo tam evente, poroke in tako naprej, tako da je to neka stvar, ki mi vzame kar nekaj časa. Veliko tudi tam igram z bendom na zasebnih žurkah, tako da sem vesel, da danes lahko počnem relativno stvari, ki jih imam rad. In ko se zjutraj zbudim, me relativno čakajo prijetne stvari. Seveda vedno so izzivi, vedno so neke stvari, ki jih moraš reševati in tako naprej, ampak tako sem hvaležen za vse, kar imam in za vse, kar počnem. Kako ti je ta čut za hvaležnost oziroma to razmišljanje o življenju, do katerega si seveda prišel s številnimi izkušnjami, zdaj v pomoč pri vzgoji svojih sinov? Sta še premajhna mogoče o nekih stvareh, tako globoko seveda to ne more. Ona dva sta še oba v vrtcu, ne, če se ne motim. Ja, Brin gre septembra v šolo, 6 pa 4 sta stara. Tako da sta relativno, sta še seveda majhna, pa relativno že kar odrasla. No, ampak razumete to, da oči se mora dobro počutiti, oči mora imeti mamico rad, se pravi, se mami pa oči dobro počutita, sta v bistvu, da je družina, kot neka osnovna celica in da ona dva vidita, v čem ti vse uživaš in kako v tem uživaš. In da hkrati imaš ta nek občutek o radostih življenja, o lepih trenutkih, o tem, da ne obžaluješ nekih stvari za nazaj, ker se mi zdi, da s to neko energijo, s takim razmišljanjem zagotovo puščaš neke zdrave temelje tudi za otroke. Kaj praviš? Ja, to se mi zdi glavna odgovornost nas staršev, da otroci so absolutno pomembni, so naša prioriteta in tako naprej, ampak jaz razmišljam, da moja 2 otroka si zaslužita imeti zdravega v narekovajih očeta, ki se v svoji koži dobro počuti, očeta, ki v svojem življenju rad počne stvari, ki jih počne, in očeta, ki ima da vedeti, da če imata te delovne navade in če imata neke sanje, da je vse mogoče. In to se mi zdi zelo pomembno, da damo otrokom ta krila na nekih zdravih temeljih, in predvsem si želim, da moja otroka dobita neke te vrednote, ki so meni pomembne. Se mi zdi, da danes svet tako hiti v nekih brezveznih stvareh, da se zapletamo in tako naprej, ampak na koncu nam pa največ da to, če imamo stik drug z drugim, da si znamo pogledati v oči, da si znamo reči dober dan, kako si, pa ne sam kako si, neka tam brezvezna malo grede, brezvezna fraza, ampak to, da si vzamemo čas drug za drugega. Delo je pomembno, tudi meni je delo zelo pomembno, vedno sem bil od malega naučen, bodi deloven, zasluži si stvari in tako naprej. To sem absolutno zelo hvaležen svojim staršem, ampak po drugi strani vedno mora biti
protiutež, ni samo delo. Delo, na drugi strani tudi počitek, stik z otrokom, čas z otrokom. To je tisto, kar želim jaz dati. In ko jaz sem s svojima otrokoma, pa ne, sploh daleč od tega, da sem popoln, strmim k temu, da telefon odložim na polico, tisto popoldne me ni, sem z otrokom in želim doživeti to radost, ko Fran prinese, ne vem, ali pa Brin, neko risbico, ki jo je v vrtcu narisal in potem tam gledava, on je to narisal bazen, kjer smo mi plavali not in mi to zgodbo razloži in tako naprej. In to je radost življenja. To je zame radost življenja in predvsem to si želim otrokom dati, da sta ok, taka, kaj sta, da imata neke vrednote pravičnosti, delovnosti, da imata sočut do ljudi. Absolutno je pomembno to, kar mi si želimo in tako naprej, ampak na svetu nismo samo mi, nisem jaz najbolj pomemben človek na tem planetu. Tudi drugi ljudje imajo okrog želje, imajo svoje vizije in je treba to videti. In se mi zdi, da je treba gojiti to sočutje in da živimo na enem planetu in zakaj se ne bi imeli fajn. Kaj pa ti počneš takrat, ko ti ni treba nič delati? Ko mi ni treba nič delati, jaz sem tako srečen, če lahko spim. Jaz res, tako, imam une momente, ko res delam, pa mi ni problem, ampak lahko sem to tako zelo len. In če tako, da se uležem na kavč, gledam kakšen dober film, kakšno dobro serijo, zelo rad tudi kaj preberem, ampak tako, zdaj v tem tempu življenja, ki ga imam, če imam kakšen dan, kakšno uro, 2, 3, da lahko spim, mi tako zelo paše. Po drugi strani pa je šport tisti, ki, bom rekel, mi tudi da neko dodatno energijo, brez športa ne morem in moj dan, če res nimam kaj drugega, se začne tako, da peljem svoja otroka v vrtec, potem je na vrsti, da grem k trenerju na fitness, nekaj naredim zase in potem je ura 10 in letim naprej po upravkih in tako, to je zame vrhunski začetek dneva. To je ful dobro. Ampak verjetno pol, ko so frej dnevi, pa ko je čas za družino, imaš pa spet športne aktivnosti, verjetno s fantoma. Videla sem posnetek, ki si ga imel na družbenih omrežjih, ko je bilo lik snega, ene sanke si ful vlek, ko se mi zdi, da je bilo zelo zabavno. To je tudi akcija, ne? Res, mislim, dva fanta metne, to je akcija non-stop. Mislim, se pri puncah ni nič drugače. Mislim, naša dva sta nora na kolesa, tako da ogromno prekolesarimo, tudi veliko hodimo. Večkrat gremo gor na Šmarno ali pa tako naprej, vse posodno, tako da res, da smo zunaj, da se imamo fajn in da je skozi ta neka akcija, gibanje in tako naprej. Ta stik z naravo se mi zdi zdaj zelo zanimiv, ker si ga omenil, zasledila sem nekje objavljeno že, kampirate zelo radi, ne? Vaši dopusti so taki pristan stik z naravo, kampiranje. Si sploh predstavljaš, recimo, da bi šel na neke eksotične počitnice v all-inclusive hotel, pa tam imel sem malo pijačka, pa bazenček, pa lenarjenje? Mislim, bi šel na eksotične počitnice itak, ampak nismo mi ljudje za ta all-inclusive pa tako naprej. Ne vem, moj perfekten dopust je, da si v kempu, tam sem 14 dni samo v kopalkah, ne rabiš nič, ta mala dva sta skozi okrog, tudi v enih, ali sta celo nakca, ali pa v enih hlačkah in okrog, tako malo to robinzonsko življenje in mi zelo paše, to mi je tako, res mi je dobro. Glih ta stik z naravo, no, se mi zdi, da narava me tako pomiri, no. Res grem rad tudi tako, če imam kakšno uro časa vmes, tukaj v Novem mestu, kjer imam glasbeno-umetniški center, je prelepa narava okrog in mi paše iti na en sprehod v gozd in počitnice pri nas absolutno kampiranje na prvem mestu. Pol seveda po zimi pa tako naprej gremo tudi radi malo v kakšen hotel, ampak tako naprej. Poletje pa si ne bi predstavljal brez tega, da smo nekje pod milim nebom, borovci in tako naprej. Pa imaš raje poleti jutra, sončne vzhode, ko je še mirno morje, ko še ni nikjer nikogar na plaži, po možnosti še tudi otroci spijo, ali imaš raje tisto romantiko ob sončnih zahodih, po možnosti, če so otroci, je drugje, da greste lahko z Majo skupaj?
Mislim, glede na to, da če bom res frej, sem jaz kar zaspanc. In zdaj, da se jaz zbudim ob 7, sta kriva moja 2 otroka. Drugače pa ne rabim jaz spati zdaj do 12, 11 pa tako naprej. Ampak tako, da malo zjutraj, da se mi kam ne mudi pa tako naprej. Tako da tisti sončni vzhodi ob 5 zjutraj, to glih ne bo šlo, ne. Čeprav se mi je že uspel zbuditi in je res lepo, ful je lepo, ampak me še ni prepričalo, da bi to zdaj vsako jutro na morju prakticiral in tako naprej. In zdaj moram to vse narediti, preden se ne vem otroka zbudita, moram potelovati pa to. Veš, ob 5 vstani in svet ti bo ležal na dlani, Ja, ena ful dobra knjiga. Prebral sem. Ampak ne greš pa v to prakso, In sem se držal tega, mislim, da glih 3 dni. Mislim, ne moram v svoj ritem dati to filozofijo, no. Verjamem, da je, če greš prej spat, pa tako v 5, ogromno stvari ne lahko narediš zjutraj, ko še otroci spijo, ampak jaz tudi rad zjutraj spim. Mogoče boš kdaj kasneje, ne vem. Jaz tudi še nisem tam, čeprav poleti imam zelo rada jutra, nisem pa recimo to, da bi prakticirala neko jogo ali pa pilates ob sončnem vzhodu, pa šla pol že trening plavalni po možnosti narediti v morje, ko ni še nikjer nikogar, pa kako bi bil fajn feeling potem, da se vrneš, pa ti nekdo že kavo skuha, pa zajtrk priprav, pa verjeten, tudi o tem lahko sem sanjal. Ampak ja, mogoče v svojem času v življenju tudi to pride. A veš, kaj pa me zdaj zanima, ne? Tako sva se lepo sprehodila čez to tvojo kariero, različne aktivnosti, omenil si od festivalov, muzikla, snemanj seveda videospotov, vmes je bilo ta še, bom rekla, kar avantura na Radiu Aktual, ki je zagotovo prinesla ogromno enih nepozabnih prijateljstev in doživeti. Zdaj me pa zanima, kaj si želiš od prihodnosti? Kaj so v bistvu najprej mogoče tvoji glasbeni načrti? Sam si že omenil, se pravi, snema se tvoj drugi album, jeseni si rekel, da bo izid tega albuma. Daj malo povej, no, mogoče te svoje, bom rekla, glasbene želje in ambicije. Ja, kar se tiče glasbe, absolutno je zdaj prva postaja drugi album. Jeseni ga bom izdal. Planiral sem, da bom v bistvu že v teh začetnih mesecih leta 2026, da mi bo to uspel. Pa je potem pač prišlo tako, da smo rekli, ok, dajmo na jesen to prestaviti. Tako da trenutno dokončujem album in se pripravljam na v bistvu svojo prvo samostojno turnejo z bendom po Sloveniji, kjer bomo v bistvu predstavljali vse single, mojo glasbo, z res krasnimi glasbeniki, ki so ob meni, in sem tudi zato zelo hvaležen, da lahko delam z ljudmi, ki res obvladajo svoj posel. Tako da ja, nas čaka kar nekaj koncertov jeseni, seveda v Novem mestu bo prvi, v Kulturnem centru Janeza Trdine. Tukaj lepo je, ko pridem v Novo mesto, se počutim res doma, tukaj je moj dom, tukaj so moji ljudje. Vedno, kjerkoli, ali je to v kakšnem shopping centru, pa tako, ko me kdo sreča, pa se kaj pogovorimo, pa tako, me vedno poboža. Ne jemljem samoumevno to, da te ljudje sprejemajo in da te spremljajo, da spremljajo tvoje delo, in me vedno zelo poboža, no, ko pridem v Novo mesto. Tako da ja, to so plani. Potem nekaj koncertov bo še po ostalih mestih po Sloveniji. Potem pa seveda šola na eni strani, potem Diamantic Events, s katerimi delamo poroke, razne dogodke. Tukaj je res ogromno enega menedžiranja, kako bi rekel, okrog vseh stvari, ki so. Tako da to je, povezava je pa itak na koncu res glasba, ljudje, in to me navdihuje, to imam rad in večkrat sem že to rekel, ampak res hvaležen za to. Ne jemljem samoumevno, da počnem to, kar počnem, da je dano, ampak so stvari, ki so, zdaj lahko rečem, prigarane, za katere je neka vizija, in sem zelo vesel, da lepo stvari tečejo, da so ljudje, da so poslušalci, ljudje, ki spremljajo moje delo, mojo glasbo. Če ti dam izziv, da izbereš komad svoj, ki ti je najljubši, katerega boš izpostavil? Trenutno zagotovo komad Ignoranca.
ta komad je bil tudi v bistvu posnet v teh začetkih, v začetnej fazi poti proti drugemu albumu, tako da ta komad nakazuje nekako zvok drugega albuma in ravno ta komad je požel res ogromno pozitivnih kritik na nacionalnih radijskih postajah in tako naprej. In je kar tako močen menik v moji karieri. Nekaj duetov si že posnel s slovenskimi pevkami. Kaj si še mogoče želiš? Kakšno še dodatno slovensko divo, mogoče kakšno tujo ali mogoče rajš s kakšnim bendom znanim? Je tukaj kakšna tvoja taka želja? Ker se veš, ne, dajmo v vesolje poslati. Mislim, človek, ki ga jaz neizmerno cenim kot avtorja, kot glasbenika, kot pevca, je Tokac. Tako da z njim imeti komad v duetu, to mi je tako ena večjih želja. Tako da to bi si res zelo, zelo želel. In to je pa kar to, ja. Okay. Kaj pa mogoče od tujih zvezdnikov? Koga spremljaš mogoče tako, prej si omenil italijanske sicer ustvarjalce, ampak recimo je še kdo, ki bi rekel, mislim, z njim ali pa z njo bi pa... Ja, Laura Pozini, recimo ti Italijani, pa Marco Mengoni, pa tako Damiano David, to so zdaj neki izvajalci, ki jih res rad spremljam in to bi bil kar tak velik met ali pa korak. No, tako. To so take lepe sanje. Jaz imam pa tako rada, ne, da te vprašam, zdaj ti pa dam na izbiro. Ne, evo, dobiš telefonski klic, povabijo te, da postaneš ali še enkrat udeleženec šova Zvezde plešajo, ali pa recimo voditelj neke ful odmevne oddaje, mogoče celo tudi takega šova. Bi sprejel tako ponudbo, pa se seveda mogel s tem potem malo odpovedati nekim trenutnim zadevam, ki jih izvajaš, ali bi vendarle rekel, ne, moja trenutna pot je takšna, tole je moj fokus, imam cilje, album mora jeseni ven prideti, nočem zdaj spet pauze narediti in bi ostal zvest temu, kar zdaj počneš. Dobro si to opisala, ne? Ker res v življenju sem imel včasih kakšen fokus, pa me je pol kakšna stvar malo odnesla drugam, ampak tudi vidim za nazaj, da tudi če me je odnesla drugam, je bilo kar v redu, da me je, ne? Tako da nimam zdaj, da bi rekla, ok, čez 10 let bom jaz star 45, se pravi zdaj, takrat bom to. Verjamem, da bom nekaj počel v glasbi in zelo dvomim, da bi zdaj, ne vem, da se bo čez 10 let dobila in bom jaz avtomehanik. Predvidevam, da ne. Ali, mislim, predvidevam, da ne, no, da bom šel po poti glasbe. Je pa to, kar si omenila, vodenje in tako naprej. Ja, bi si želel voditi kdaj v prihodnje kakšno oddajo, kakšen festival. Rad imam izziv. To me vedno počge in driva in v teh letih, ne, včasih, ko je recimo nekdo star 35, pa reče, koliko sem že star, pa tako naprej. Ja, ok, seveda, nisem več 25. Jaz predvsem dojemam ta leta, da leta prinašajo neko določeno mero odgovornosti. Pri 20, 25, ajde ti je malo čez prste pogledan, ne, pa 35, tako, ne, pač še posebej, če imaš otroka in tako naprej, imaš neke odgovornosti, ampak pač nisi nikoli prestar za to, da lahko nekaj uresničiš in se mi zdi, da je vedno vse mogoče, če greš po neki poti, če se trudiš in je vedno možnost nekaj spremeniti in mene te stvari drivajo, da imam neke izzive pred sabo ali bo recimo kdaj res prišla kakšna voditeljska ponudba ali karkoli. Vedno grem za stvarmi, ki me ženejo, ki nekako vem, da bi jih lahko dobro speljal. Tako da, ja,
zagotovo sem prepričan, da bodo še razni zelo fajn projekti prišli. Zdaj ti bom dala na koncu še nekaj takih kratkih vprašanj, Dobro. hitrih, kjer da je tudi hitre in kratke odgovore. Tako, na prvo Se žogo. vidiš, da ne znam na kratko, ne? Ja, ampak okay, zdaj, ko ti bom dala dve možnosti, boš pač mogel eno možnost zbrati. Ne bo Zmeni. tisto, da mi moraš dajati dolge odgovore in pojasnila. Torej, če ti izberem, svoji maji prineseš rože ali čokolado? Kaj boš Čokolada. Tako, ki si jo meni, hvala ti. Če ti izberem otroci, ko te dam v vlogo očeta, jeza ali žalost, ker sta pač obe čustvi sta pomembni, ampak vendarle, si večkrat jezen ali bi večkrat pokazal žalost pred otrokoma? Ma jezen res nisem, no. Jaz želim stvari tako sprocesirati. Ta jeza se mi zdi, da človeka samo razjeda, tako da nima nobenega smisla. Zelo pa vedno otroka učim, če želiš jokati, jokaj. Če si žalosten sem žalosten in jaz ne skrivam tudi težjih občutkov, se pravi, ki jih imam. Včasih sem žalosten in to otrokoma povem, danes res ni moj dan, zgodil se mi je to, pa to, pa to, nič nisi ti kriv, bo to oči vse zrihtal, ampak gremo dalje. Tako da se mi zdi, da ima večkrat povem, da je v redu, če sta kdaj tudi žalostna. Nastop na velikem odru, recimo Stožice, ali nastop na nekem mednarodnem prizorišču? Kaj bi ti v tem trenutku več pomenilo? Glede na to, da delujem na slovenskem glasbenem prostoru, bom realen in rečemo, da je ta želja po Stožicah bi bila kar zelo, zelo fina. Bi bil oče še kakšnemu otroku? Da ali ne? Ne. Je bilo dovolj. Za to življenje sta 2 otroka več kot dovolj. In še mogoče na koncu res vprašanje, ki ti ga prepuščam, da ga odgovoriš v svojem stilu. Kdo so ljudje, ki so absolutno, poleg seveda staršev in družine kot osnove, sester, ki bi jim zdaj le rekel mogoče eno javno zahvalo, ki bi jim rekel, da so ti res pomembno vplivali na tvojo življenjsko pot in te, bom rekla, spremljajo še danes. Od, bom rekla, ali pedagoških vod, ali ne vem, poslovnih partnerjev, zasebnega življenja. A to jih moram poimensko poimenovati. Lej, kakor želiš. Mislim, toliko ljudi je vplivalo na vse to, kar počnem, seveda od družine do Maje, za katere sem res hvaležen, da imava res lep stik, da podpirava drugega v tem, kar počneva, da si dava prostor za to, da lahko počneva to, kar oba rada počneva. Na eni strani je ona res plesna, vrhunska pedagoginja in sem zelo vesel, da spet deluje tukaj v tem novomeškem okolju. Potem so tukaj seveda starši, Majini starši, vedno pridejo, vedno so tukaj za nas, ko rabimo varstvo, ko rabimo karkoli, tako da se vedno lahko zanesemo drug na drugega. Potem so tukaj seveda moji vokalni pedagogi, ki me še danes usmerjajo, in 2 glavni sta Željka Predojevič, pa seveda izjemna tudi Nina Sternat. To sta 2 mentorici, katerima trenutno zahajam po nasvete, po pomoč in tako naprej, in mi res dajeta to znanje in zaupanje, da zmorem, da lahko neke stvari naredim na koncertih, tako kot sem si jih zamislil, tako kot si jih želim, da moj vokal deluje, tudi če kdaj ni naspan, pa tako naprej. Tako da ja, je treba tudi za to garati, je treba vaditi, ni samoumevno, seveda leta se tudi poznajo, pri 35-ih si lahko rabiš malo večjo že regeneracijo. To ti meni govoriš pri 35. Predvsem pri vokalu se tako hitro pozna, no, neke stvari. In bova na koncu rekla, hvala meni in tebi in vsem gledalcem, ki nas poslušajo, in poslušalcem in ljudem, ki te podpirajo na tvoji glasbeni poti. Ljudje seveda, ki zelo sem hvaležen za ljudi, ki mi napišejo tako vsak dan kakšen lep SMS, da so me nekje videli, da sem mogoče jih kaj navdahnil s kakšno stvarjo, da jim je všeč kakšna moja skladba. Tega res ne jemljem za samoumevno, tako da sem hvaležen za ljudi, za takšna povabila, kot je bilo tole današnje. In ja, bom rekel samo hvala in naj bo čim več lepih stvari
zame, zate in za vse nas. Kaj se vidi, da si že vajen mikrofona, ker zdaj narediš zaključek na mesto mene. Sej lahko še kaj povem, sem povej. Meni je zelo všeč, rada imam takšne sogovornike, da jaz ne rabim preveč razmišljati, kakšne zaključke narediti. Tako da bom na koncu samo rekla, hvala tebi in vse dobro in hvala vam, cenjeni gledalci, gledalke, poslušalci in poslušalke. Spremljajte podcast Dolenjskega lista še naprej.